Nepalska ljudska pravljica Tri hude nadloge. Pred davnimi časi je v neki vasi visoko v gorah živel mladenič z imenom Singh. Bil je strašno močan, da je v trenutku razlomil deblo ali zdrobil skalo. Zato se mu nihče ni upal postaviti po robu. Bil je ves divji in objesten. Kjerkoli se je prikazal, je izzval prepir in nazadnje pretep. Vsi so se ga bali, a nihče se mu ni upal zoperstaviti. Singh pa je bil na svojo moč in neugnanost ponosen in se je rad šopiril. Dela se je otepal, rad pa je zahajal v gostilno, popival in kvartopiril. Leto za letom je počenjal same hudobije, da se ga je bala vsa vas in se je glas o njem širil daleč naokoli. Nekoč je v tiste kraje prišel nov sodnik. Šel je od hiše do hiše in ljudi spraševal, nad čim se pritožujejo. Tako je izvedel, da jih tarejo tri hude nadloge. Oblekel se je v razcapana oblačila in sedel na prag Singhove hiše. Singh se je vračal iz gostilne, ko je zagledal moža pred vrati svojega doma, ki je glasno jokal. "Kdo si in zakaj jočeš na mojem pragu?" ga je vprašal. Mož mu je odgovoril: "Novi sodnik sem. Jočem zaradi nadlog, ki tarejo ljudi." Singh se je zakrohotal. "Motiš se. Pri nas je žetev obilna. Sadno drevje je obrodilo, sonce in dež sta nam naklonjena. Le kdo ti je rekel kaj takega? Ljudje imajo res vsega v izobilju, vendar vsi vzdihujejo in so žalostni. In to zaradi treh nadlog," je zatrdil sodnik. "Pa mi povej, katere so te tri nadloge. In to pri priči, sicer te zmeljem v prah," je zarohnel Singh. "Prva nadloga," je rekel mož, "je strašen beli tiger, ki se klati po gorah in mori živino. Druga nadloga je grozoviti zmaj, ki živi v reki in povzroča povodnji. In tretja nadloga si ti." Singha je od sramu oblila rdečica. Zamislil se je in nazadnje rekel: "Ti, sodnik, si nov v naših krajih in že se ti ljudje smilijo. Jaz pa tu živim od vedno in povzročam ljudem veliko tegob. Pojdi zdaj domov in mirno zaspi. Ljudi bom rešil teh nadlog." In že se je pognal v gore ter zvabil tigra iz brloga. Tiger je renčal, da se je slišalo do vasi in so šli ljudem lasje pokonci. Divje je iztegnil kremplje, da bi Singha pokončal. Tedaj ga je mladenič zagrabil za prednje šape, stisnil glavo k tlom in se z njim spopadel. Nazadnje je tigra v strašnem boju premagal in ga pokončal. Odrl ga je in vzel kožo s sabo. Nato je šel k reki. Z mečem v rokah se je vrgel vanjo. Komaj je bil pod vodo, je začelo na gladini silno brbotati, bobneti in sikati, saj se je Singh spopadel s samim zmajem. Razpenjena voda se je divje zaganjala ob breg in bučala. Nazadnje se je obarvala rdeče. Iz vode se je zmagoslavno prikazal Singh, zmajevo glavo v rokah. S tigrovo kožo v eni in zmajevo glavo v drugi roki se je Singh podal k novemu sodniku. "Tako," je rekel, "tigra sem pokončal, zmaju sem odsekal glavo, zdaj pa grem na pot daleč stran, da ljudi rešim še tretje nadloge. Z Bogom, ljubi dom." Sodnik je vstal in položil mladeniču roko na ramo. "Nikamor ne hodi. Samo hudobnega duha pošlji stran." In res, Singh je ostal doma. Pomagal je starcem pri dnevnih opravilih. Varoval je otroke in koze pred zvermi. Prinašal je drva iz gozda
in na reki naredil jez. Zidal je hiše in gradil ceste. Ljudje v tistih krajih še dandanes rečejo: "O, kako je bilo v naši vasi lepo, ko je živel dobri Sink."